Evo, lepo pozdravljeni na tem, sem siguren, da bo lep večer. In lepo je biti v krogu ljudi, s katerimi sem na razne načine povezan, veliko let povezan. Nekje, kad sem prebral, da pravi moški mora vzgojiti sina, posaditi drevo, pa napisati knjigo. Končno sem dočakal jaz tudi svojo prvo knjigo, ki je ratala tako mimogrede. Ne bi bila ena krajša spremna beseda v tej knjigi, obilni knjigi, ja. In potem je kar raslo in v enih 4 mesecih je tole nastalo, v glavnem so da bolje primaščepili. In je to nekaj, kar se mi zdi, da potrjuje to Eriksonovo idejo oziroma tudi neko življenjsko orientacijo, da lahko zaupamo, ne zavedamo. Včasih se kar zgodi nekaj, kar je za nas lahko zelo, zelo pomembno. In evo, vesel sem, da je moja prva knjiga glih ob njemu nekako zrasla. Danes pozdravljam tukaj tudi kolege in kolegice, s katerimi prijateljice, s katerimi se že dolgo poznam in družim. Me zelo veseli, da ste prišli, da ste se odzvali v vabilu. Bi začel kar od tukaj pozdravljam Klemena Rebolja, psihiatra, psihoterapeuta, ki te je tudi, že dosti zgodaj, ko si se začel ukvarjati s tem, Erikson pravzaprav nagovoril, in se mi zdi, da tvoji primeri, upam, da boš kakšnega povedal, so kar marsikaj šli v tem duhu, da je tako malo kar presenetljivo, je kakšen obrat se zgodil. Potem Mojco Bregavšček pozdravljam, psihoterapeutka in tudi zelo znana hipnoterapeutka, še vedno predsednica, kakor vem, Društva za medicinsko hipnozo Slovenije, ki že veliko let širi to izkušnjo in znanje o hipnozi med slovenske strokovnjake, predvsem v medicinskih, psiholoških krogih. Marjan Panter je tukaj veliko dela opravil in je predal štafeto zdaj tebi. Hvala ti, da si prišla. Potem je tu Lea Šufman-Buhinc, ki je učiteljica docentka na Fakulteti za socialno delo, hkrati tudi pri nas predavaš in učiš zelo veliko tudi iz teh stvari, kakor jih je Milton Erickson razvil, kar lahko je ena veja, šla v to narativno terapijo, ki tebe najbolj zanima. In na tem si imela tudi zelo lepo predavanje zdaj na slovenskem kongresu, bi lahko rekel, oziroma zboru slovenskih psihoterapeutov na Rogi na študijskih dneh v nedeljo. In tu je docent dr. Bernard Streetik, moj, lahko rečem mirno, najpomembnejši učitelj, ne samo za terapijo, ampak tudi za življenje. In ko sva se spoznala in začela bolj sodelovati, je bil Erikson eden od tistih, ki nam je skupaj navdihoval. In evo, sem zelo vesel, da si danes tule in da boš nekaj povedal tudi iz svojih bogatih izkušenj. In Maja Gal-Štromar, pesnica, pisateljica, igralka, režiserka, predavateljica in ne vem še kaj, zelo multi, ki je tudi poskrbela, kot vidite, da se je danes oblekla v vijoličaste barve, od čeveljčkov do uhačkov. To je moja barva. Hvala za to knjigo. Hvala tebi, da boš danes malo popestrila še na ta igralski način z odlomki iz obeh knjig. Evo, to je bila zdaj kratka predstavitev. Kako bo potekala naša debata, je pa tako samo razdelili v 3 sklope. V prvem bi se posvetili malo Eriksonu kot terapeutu in velikemu inovatorju na področju ne samo hipnopsihoterapije, ampak tudi psihoterapije nasploh. Drugi sklop bo o njegovi življenjski zgodbi in z enega posebnega vidika,
arhetipa ranjenega zdravitelja. Namreč to je bil znani Jungov neka njegova teza, da pravzaprav veliko ljudi, ki se odloča za pomagajoče poklice, pravzaprav dobi ta klic k temu poklicu, ker čuti, da sam sebi nekaj rabi, neko posebno obliko zorenja, pa tudi pomoči, da bi pravzaprav lahko polno živel in tudi se polno in ustvarjalno obdestoval. Tretji sklop bo pa zelo oseben, Erikson kot mož, kot oče in kot dedek. Temu sem jaz tudi posvetil kar nekaj prostora v svoji knjigi in se mi zdi, da lepo zaokroži potem to podobo Eriksona, kajti mnogi, ki ga poznajo bolj samo z vidika terapije, včasih dvomijo, ali je on bil res tako pristen, človeški, ali je tukaj tudi šlo za predvsem neke manipulacije. No, moja teza je, da je Erikson daleč od manipulacije, čeprav mogoče kakšni primeri na prvi pogled tako izgledajo. In kdor malo več ve o njegovem tudi osebnem življenju, mislim, da se to lahko potem hitro prepriča, kako celosten je bil v tem svojem načinu dela, ki ga je prepletal tudi te principe, načela, ki ga je živel v svojem osebnem družinskem življenju. Tako, to bi bila struktura, zdaj pa kar krenimo. Prvi sklop. Ko se spominjam, kako sem prvič prebral kakšen primer, vem, da sem bil kar malo šokiran, lahko bi rekel. Ker nisem mogel kar veliko prebrati naenkrat teh primerov, me je žen tako na nek način obrnil, pokrenil veliko teh vprašanj. In prav prva knjiga, ki sem jo dobil v roke, je bila tale, Neobičajna psihoterapija Miltona Eriksona, ki je ni napisal on, ampak eden njegovih, lahko rečem, učencev, Jay Haley, ki je pa tudi delal z njim v okviru enega zelo znanega raziskovalnega projekta, ki je krenil tam v 50-ih letih, Palo Alto projekt, vodil ga je Gregory Bateson, raziskovali so paradokse v komunikaciji, no in že takrat je bil Milton Erikson znan po takih načinih dela, ki so bili paradoksalni. In Jay Haley je prevzel to nalogo, da ga temeljito intervjuja. Iz teh intervjujev so nastale 3 knjige. Na podlagi teh knjig je pa potem zbral in napisal serijo njegovih primerov na tak način, da bi bila dostopna širši publiki. No, tudi meni je ta knjiga prva prišla v roke in predlagam, da kar prisluhnemo enemu od primerov. Maja, prosim, gre za primer dekleta z neko zanimivo telesno posebnostjo. Eriksonu je prišlo 21-letno dekle in ga prosilo za pomoč. Dejala je, da želi dobiti moža ter imeti dom in otroke, toda nikoli ni imela fanta in čuti, da nima upanja in ji je usojeno, da bo postala stara devica. Mislim, da sem premalo vredna, da bi živela, je rekla. Nimam prijateljev, živim sama, preveč zapečkarska sem, da bi se poročila. Pomislila sem, da bi šla k psihiatru, preden naredim samomor. Pripravljena sem poskusiti z vami za 3 mesece in če se do takrat stvari ne uredijo, bo to konec. Mlada dama je delala kot tajnica v gradbenem podjetju in ni imela družabnega življenja. Nikoli ni bila s kom na zmenku. Mlad moški iz njene pisarne se je prikazal pri avtomatu za vodo vsakič, ko je tudi ona prišla tja, toda čeprav se ji je zdel privlačen in ji je dal vedeti, da se zanima zanjo, ga je ignorirala in ni nikoli spregovorila z njim. Živela je sama, starši so ji umrli. Dekle je bilo čedno, vendar ji je uspelo, da se je naredila neprivlačno, ker je imela štrenaste lase in neurejeno pričesko, njena bluza in krilo se nista ujemala, krilo je imela razparano, čevlje pa ponošene in nezloščene. Njena glavna telesna hiba je bila, po njenih besedah, vrzel med sprednjimi zobmi, ki jih je pokrivala z dlanjo, ko je govorila.
Vrzel je bila v resnici široka vsega 3 mm in ni kazila njenega videza. Skratka, to dekle je drselo navzdol, bilo je na poti v samomor, čutila se je nemočno glede sebe in se je upirala vsakršnim dejanjem, ki bi pomagali doseči njen cilj, da se poroči in ima otroke. Erikson se je tega problema lotil z 2 intervencijama. Dekletu je predlagal, naj si glede na to, da gre z njo itak navzdol, privošči še zadnje zapravljanje. Denar, ki ga ima na banki, naj porabi zase. Odide naj v neko posebno trgovino, kjer ji bo ženska, ki tam dela, pomagala izbrati okusno obleko in v določen kozmetični salon, kjer ji bodo uredili pričesko. Dekle je bila pripravljena sprejeti to zamisel, ker to ni bil način, da bi se popravila, ampak del poti navzdol in samo še zadnje uživanje v trošenju denarja. Potem ji je Erikson dal nalogo. Odide naj domov in v zasebnosti svoje kopalnice vadi brizganje vode skozi vrzel med zobmi, dokler ne bo točno zadela tarče na razdaljo 180 cm. To se je seveda zdelo trapasto, vendar jo je deloma ravno absurdnost tega početja pripravila, da je šla domov in vestno vadila brizganje. Ko je bila lepo oblečena, privlačnega videza in vešča brizganja vode skozi vrzel v zobeh, ji je Erikson dal namig. Predlagal ji je, naj prihodnji ponedeljek, ko bo šla v službo, izvede praktično šalo. Ko se bo tisti mladi moški pojavil pri avtomatu za vodo ob istem času kot ona, naj zajame polna usta vode in jo brizgne van. Potem naj se obrne in steče, ampak ne samo to. Najprej naj začne teči proti mlademu moškemu, potem pa naj se obrne in steče po hodniku, kot da je sam vrag za petami. Dekle je to idejo najprej zavrnila kot nemogočo. Potem pa je o njej razmislila kot o zabavni, vendar nezreli fantaziji. Nazadnje se je odločila, da bo to naredila. Tako ali tako je bila pripravljena na zadnjo zabavo. V ponedeljek je prišla v službo v novih oblačilih in z urejeno pričesko. Odšla je k avtomatu za vodo in ko je prišel zraven mladi moški, si je napolnila usta z vodo in jo brizgnila van. Mladi moški je rekel nekaj takega kot: "Ti presneta mrha mala." To jo je spravilo v smeh, ko je tekla in mladi moški je stekel za njo in jo ujel. Na njeno zaprepadenost jo je zagrabil in poljubil. Naslednji dan je mlada dama prišla k avtomatu za vodo, nekoliko boječe, in mladi moški je skočil izza telefonske govorilnice in jo poškropil z vodno pištolico. Naslednji dan sta šla skupaj ven na večerjo. Hvala, Maja. Evo, zanima me, kako je vsak od vas se prvič srečal, če se spomnite z Eriksonovi primeri in kakšen vtis, kakšne občutke je to vzbudilo v vas. Kdorkoli začne. No, lahko začnem jaz. Mislim, da bo dobrih 30 let od tega, ker smo se tudi srečali v tej neki zasedbi na skupinah za kibernetiko. In tam sem prvič se srečal s primeri, ki ste jih vi predstavljali, predvsem ti, Miran, zelo goreče. In če sem hotel biti lojalen, je bilo tudi meni to všeč v skupini. Ampak tudi imel sem ta privilegij, da mi je Miran omogočil takrat kot študentu, mislim, da v 2., 3. letniku, da sem se mu pridružil pri tvojih seansah s tvojimi pacienti, in to je bil pravzaprav zame vstop v svet Miltona Eriksona, hipnoze. In ta izkušnja s tabo in ta izkušnja z vami vsemi, ki smo takrat se družili, je name pravzaprav dosti močno vplivala v tem smislu, da sem se po končani medicinski fakulteti odločil za študij psihiatrije in ne za kirurgijo srca, ker je bila nekako tako dilema pri meni. In ravno zaradi hipnoze sem vstopil v psihiatrijo in evo, danes smo tlele, v
tem imenitnem omizju in sem vesel, da je tako. In se vam zahvaljujem vsakmu posebej, da smo to delili, imeli in da smo danes tukaj, kjer smo. Kaj bom jaz povedala? Mojih začetkov srečevanja z Eriksonom se v resnici ne tako spomnim, ker se je prepletel z začetkom mojega izobraževanja s hipnoze. In se mi zdi, da že od začetka, ko sem začela ta svet spoznavati, no, da je bil tudi on kot predstavljen kot novodobnik novega pristopa v hipnoterapiji in sem tako skozi rasla z njim, oziroma tako je ga spremljala skozi svoj študij hipnoterapije. No, ko sem pa začela malo bolj spremljati in brati tudi te njegove primere in tudi te stvari, ki so v tej knjigi čudovito pisane, moram reči, da je bilo prva stvar, pa največji tak občutek, da bi lahko rekla, eno čudenje. Čudenje njegovi neizmerni domišljiji, pristopom, ki so tako nekonvencionalni, kje je sploh pravzaprav začutil, ki je znal pri človeku razbrati ene signale, na katere se je oprijel, kako je znal obrniti, izkoristiti. To me je še zmeraj tako, se počutim kar majhna, kad berem te njegove primere, sem mislila, kje smo zdaj mi. Ampak v resnici dal eno podlago, ki jo vsak na svoj način od nas sigurno uporablja pri svojem delu. Ja. V naši šoli terapevtski, ker smo delimiran Bernard pa mi s Klemenom, je bila hipnoza zelo pomemben del. Zame se mi zdi, sploh teh seminarjev, 4-5 dnevnih, 3 dnevnih, tako da te praktikumi, ko dobro spomnimo, so bili nekaj posebnega. Tudi to mi je bilo tako zanimivo, kako ko smo enkrat osvojili, ko smo dobili prvo izkušnjo, kako profesor, navadno je bil to profesor Graham Barnes, nas povabi kot prostovoljce v eno tako demonstracijo. Ko smo to malo osvojili, smo bili vsi v transu, vsi smo delali paralelno, ko je Graham Barnes delal s posameznikom ali pa skupino. Jaz se spomnim, da sem se v šolo vstopila nekako na drugi seminar v tem šolskem letu in da sem se, ko sem prvič šla, če sem bila spomnata, pa če si ti še nisi bil takrat zraven, pa ne vem, si je bil 93, je bilo to, sem se takoj na prvi priložnost, ko je bila prva priložnost za hipno praktikum, sem šla kot prostovoljka, to mi je zelo ostalo v spominu. Potem sem brala, s Klemenom sva bila partnerja v učenju hipnoze, tako da tudi to mi je lepo, da smo zdaj skupaj. Brala sem nekaj teh knjig, moje glavni občutki so bili fascinacija, očaranost, tudi tako navdihujoče, sem tudi doma razlagala te zgodbe, brala. Še danes, ko sem spet malo se pripravljala, sem brala možu, brala zdajle mami v domu za ostarele, tako da širim to študenti malo na socialnem delu, se pogovarjamo o uporabi transa, vsakdanjega transa v kontekstu pomoči. Tako da prvo moje je bila totalna očaranost, tako nekaj v tem smislu čudežnost, potem nerazumljeno, tudi nerazumljivo, pa čudežno, pa kako to rata, pa tako. Potem se mi zdi, ko sem pač malo bolj v to vstopila, se tudi sama malo učila tega, s tem, da jaz se absolutno imam za veliko začetnico tega, uporabe transa v terapevtskem delu. Ampak potem sem spoznala te nekako načine ravnanja, neko logiko, logiko nelogike, nelogiko nelogičnega. Tako da sem malo nekako začela bolj razumevati ta ravnanja, ta kontekst, v katerem je delal, pa bomo o tem gotovo še kaj rekli, zlasti recimo to utilizacijo, kako je fenomenalno znal vse tisto, kar so ljudje prenesli kot problem, ustvariti takšen kontekst, tako vzdušje, da je to postal en vir za rešitev problema in še cel kup drugih stvari, ta inventivnost. Ampak tako bolj pa se mi zdi, ko sem to vedela, ko sem si usmislila, kaj dela,
tako kot si ti prej rekel, se potem pa z leti pa razumeš, pa to. Pa spet prišlo čudenje, ne? Mogoče enega novega reda. Tako občudovanje nečesa, kar mogoče se mi zdi, da meni manjka. No? Pogum je ena beseda, pogum tvegati. To tako izjemno zaupanje lastnemu nezavednemu in tem virom človeka, s katerim dela. Tako da doživljam, da sem zdaj mogoče v obdobju, ko sem v enem takem prelomnem obdobju osebno, želim neke spremembe v življenju, da je mogoče zdaj en tak čas, no? Da ga znova vzamem v roko in berem in se napajam. Drugače pa zdaj zame on še vedno nek čarovnik, no, moram reči. Je nekaj čarovnega, ampak to je tako kot meni je zelo všeč ta metafora, ne, disciplinirana improvizacija, sistematično, nesistematičen. To se mi zdi, da so take besede, no. Izjemna disciplina, ampak ko ga bereš, ko spremljaš, je pa zgleda pa kot eno gledališče, eno kreira scene, ne, kaj sem si napisala, prav take so mi prišle, koreografije dela, ne, koreograf, seveda pol ples teče, ne, po svoje, ampak on pripravi te scene, pripravi statiste, pripravi stranske igralce, wow, no, tako da ja, dramatičnost, no, izjemen smisel za dramatičnost, ne, sebe zna uporabiti, tako, wow. Ja, zelo velik vir inspiracije. Hvala lepa. Ja, jaz sem pa se srečal z idejami Miltona Eriksona, najprej preko Mirana. Miran se je pojavil na naših taborih kot en, bi rekel, zavzet sodelavec, študent medicine, res dejaven, pogumen, tudi bi rekel požrtvovan. No, in potem je prišel z nekega seminarja, kar drugačen. Kar bi rekel očaran. On je bil precej kritičen do vsega, kar je pač se dogajalo. Antipsihiatrija mu ni bila ravno všeč, ampak še bolj je bil pa kritičen do psihiatrije. No, na Poljanskem nasipu v skupini za zdravljenje alkoholizma je skoraj povzročil revolucijo. Revolucija je požrla svojega otroka. Revolucija nekatere otroke požre, nekatere pa vrže ven. In usmeri na bolj dolgo pot. Tisto, bi rekel, da se je znašel na Poljanskem nasipu v tem oddelku za zdravljenje alkoholizma, to bi bila, bi rekel, skoraj kar življenjska bližnica za kariero. Tam bi lahko postal še kar malo šef. Potem so te usmerili na daljšo pot. No, in bi rekel skoraj, nekako, da mogoče so si mislili, da te bodo onemogočili v tej, bi rekel, svoji iniciativnosti in kreativnosti. Ampak, ko si prišel iz seminarja pri Gremu, je bilo jasno, da nisi prav nič negotov, da zdaj drugače gledaš tudi na svoje delo in na svoje uporništvo. In takrat sva skupaj našla veliko takih zgodb, ki so se, bi rekel, lahko obrnile revolucionarno, lahko pa tudi nekako bolj komično, veselo, a ne, in pač nekaj se ponavlja, ampak princip utilizacije nam daje optimizem,
hop, a ne, tu je tudi prijemališče in tu bomo prijeli in se ukvarjali, lotili zadeve. No, seveda sem moral hitro iti tudi jaz na pogledati tega čudodelnika in sem bil res presenečen, očaran. Nekako na dve stvari sta me presenetili. Prvič, ne, kako je bil Graham Barnes urejen človek, a ne mu urejeno življenje, zelo delaven, ampak vsak dan je tudi si privoščil tek in zelo vitalen. Ampak, a ne, njegova predavanja so bila natančna. Prva stvar, ki me je res, bi rekel, prevzela, je bila pa prav ta ideja paradoksov in antiparadoksov. No, tega nam je podal veliko in moram reči, da sem to potem kar samo od sebe mi je začelo delovati tudi pri praktičnem delu. Evo, to bi bilo za začetek. Hvala lepa. Maja, evo, prosim te, da še en krajši primer prebereš. O stopalih, a lahko tudi jaz kot laik nekaj povem? Izvoli. Jaz bi pa rada povedala, da ko je Miran povedala, da bo išla knjiga o Miltonu Eriksonu, sem kar poskočila in sem končno, zato ker sem namreč na Eriksona naletela v Parizu kot študentka na gledališki šoli in v povezavi z Alejandrom Žodorovskim, ki ga marsikdo pozna, kot cineasta, čilenca, ki živi v Parizu in deluje. In zdaj, ko prebiram Eriksona tako zelo natančno, vidim, kako zelo se je tudi sam Žodorovski inspiriral pri Eriksonu. Žodorovskega sem spoznala, ker je pač njegova žena bila moja sošolka, tako da sem imela to čast in tudi čez kakšne te njegove tako imenovane čudne, čudodelne, čarobne, dramske, nenavadne acto magico onirico, kot jih je pomenoval Žodorovski, ampak vidim, da je to dejansko črpal pri Miltonu Eriksonu in potem seveda sem si kupila knjigo tudi sama v Parizu in je že vsa potrgana, tako da k sreči zdaj slovenska tukaj in jo bom bolj čuvala. V nekem drugem primeru, v katerem je bil problem rešen z enim intervjujem, je Erikson izbral precej drugačen pristop. Čeprav formalne hipnoze ni uporabil, je menil, da je uporabil hipnotični pristop. Šlo je za 14-letno dekle, ki je razvila idejo, da ima mnogo prevelika stopala. Mati je sama prišla k Eriksonu in opisala situacijo. Dekle je 3 mesece postajala čedalje bolj odmaknjena, ni hotela hoditi v šolo in v cerkev in ni želela, da bi jo videli na ulici. Obenem ni dopustila razprave o svojih stopalih in ni hotela k zdravniku, da bi se pogovorila z njim. Nobeno materino prigovarjanje ni zaleglo in dekle se je čedalje bolj umikala vase. Erikson poroča. Z materjo sem se dogovoril, da se naslednji dan oglasim pri njih doma. Dekletu naj bi povedali, da sem prišel pregledat mater ali ima morda gripo. Šlo je za pretvezo, toda mati se res ni počutila dobro in predlagal sem, da bi jo pregledal. Ko sem prišel, je bila mati v posteli. Opravil sem temeljit zdravniški pregled in poslušal dihanje, pregledal grlo in tako naprej. Dekle je bila navzoča. Poslal sem jo po brisačo in jo potem prosil, naj stoji ob meni, če bom še kaj potreboval. Zelo jo je skrbelo za materino zdravje. To mi je dalo priložnost, da sem si jo dodobra ogledal. Bila je malo bolj močna, vendar njena stopala niso bila velika. Ko sem opazoval dekle, sem razmišljal, kako bi rešil problem. Nazadnje sem skoval načrt. Ko sem končal materin pregled, sem poskrbel, da je dekle stala tik za menoj. Sedel sem na posteli in se pogovarjal z materjo. Potem pa sem počasi in pazljivo vstal in naredil neroden korak nazaj. Peto sem pritisnil naravnost dekletu na prste. Seveda je zajavkala od bolečine. Obrnil sem se in razkačeno rekel. Če bi imela te reči dovolj velike, da bi jih človek videl, se ne bi znašel v taki situaciji. Dekle me je zbegano gledala, medtem ko sem pisal recept in poklical lekarno. Tisti dan je dekle mater vprašala,
ali gre lahko ven na predstavo, česar ni naredila že več mesecev. Šla je v šolo in cerkev in to je bil konec vzorca 3 mesecev odmaknjenosti. Pozneje sem preveril, kako stvari potekajo in dekle je bila prijazna in prijetna. Ni se zavedala, kaj sem naredil in njena mati tudi ne. Mati je opazila samo, da sem bil tisti dan, ko sem jo obiskal, nevljuden do njene hčerke. Tega ni znala povezati s hčerkino vrnitvijo običajnih tok življenja. Hvala, Maja. Evo, se vam je zdaj v tem primeru še kaj vzbudilo, da zaključimo ta del okoli Eriksona kot terapevta? Kakršnakoli asociacija, kakšen vaš primer mogoče tudi? Ja, meni je tlele spet ena od stvari, ne, kako Erikson uporabi karkoli, ne, nekaj črpa iz konteksta, ustvari priložnost in zadene, ne, običajno vse teh primerih opisuje, ne, in res naredi en tak preobrat, ki ga ne pričakuješ sploh od nekega klasičnega terapevta in vidiš, kako to deluje. In meni, da to v bistvu mislite, oziroma to že skozi spoznavam, skozi bolj, kaj delam, ne, koliko je mogočen ta naš nezavedni svet, koliko je ta naš psihični potencial mogočen, ne samo močen, in če znaš ti na ta pravo tipkico pritisniti, izvati prave stvari, kaj vse se lahko razodene, kaj se lahko spremeni. V isti smeri se lahko tudi kontra, ne? Pravzaprav isto na istim načinom, verjetno, ko si ta deklica zamislila, da so ta stopala prevelika, ne? Ker so verjetno simbol nečesa drugega, ne? Verjamem, da je sam zaradi teh stopal si ni upala iti ven, ne? Ampak tle se je nekako vse skoncentriralo in kako res smo premalo pozorni, no, na ta del in kako imamo tudi z izjemo tega hipnoze, ne, tudi v naših izobraževanjih, premalo poudarjamo ta del, ki je tako res vir lahko v plus in v minus. Ne. In tle je bil Erikson, se mi zdi, tak res tako subtilen, tako je znal, verjetno tudi zaradi svoje zgodovine, ki je imel, ne, bolezni, ker se je bil tako nebogleden pa nemočen, ne, in je verjetno res razvil ta opazovalni sposobnost, ne, ki jo znal tudi interpretirati in si jo razložiti in jo zagrabiti in uporabiti pravo stvar, da izvedo pol neko pač eno pot k rešitvi problema. Ne. In tako, ki je on tukaj res kreativen, ne, v temu je res tako, se mi zdi, da vse smo vsi mi, ki to delamo, ne, ampak se mi zdi, da smo res tako, da se imamo še veliko za naučiti, čeprav vsak razvije nek svoj sistem, ne, se ni, da bi njega posnemo. Ne. Ampak mene res tako fascinira ta del, ki ga pravzaprav še smeri se mi zdi, čisto premalo poznamo. In tako, te knjige, ne, in sploh on, ki ga preučuješ, in da ena vrata tudi v to, ta svet, ki ga lahko, bogatstvo tega brez poznamo. Fajn, da si omenila opazovanje, to je bilo nekaj, kar je vedno poudarjal kot začetek vstopa, to svojo magijo, če tako rečem, natančno opazovanje. Vaditi to in to je bil tudi poudarek na teh naših seminarjih z Graham Barnesom, ne. Začni ne pri teorijah o ljudeh, ampak začni pri tem, kaj vidiš, kaj slišiš, kaj začutiš, mogoče tudi zavohaš, okusiš. To je bil njegov vstop, ne, to magijo. Ampak že kot otroka, ne, to je mene tako fascinira med Teaching Tales od Rosena, ne, Milton Erickson. Kako je že kot tista zgodba, jo navadno študentom malo pripovedujem, da malo začutijo kontekst življenja, ne. Eriksona se spomnite, ne, ko je bil majhen, pa je čez noč sneg zapadel, ne, čez polje, ker je bila pot do šole, ne. In Milton je pač prej bolj zgodaj vstal, ne, in je šel po tej poti, oziroma je šel do tega zasneženega polja in je naredil cik-cak, tako se jaz spomnim, cik-cak je hodil, ne, čez to polje, ne tako, kot je sicer pot vodila, ampak je sam naredil, ne, svojo progo in potem je nekako
se pritajil in je gledal, kako bodo ljudje šli. Ali bodo šli tam, kjer je sicer pod snegom pot, ali bodo šli takole. In so šli takole. To so take, meni res je bil izjemen opazovalec. Recimo, jaz sem tudi razmišljala, kaj se jaz spomnim izpred, tako kot si ti rekel, skoraj 30 let, 93, sem jaz se vključila v šolo in se učila o Eriksonu. Fascinirali so me že te stvari tudi, kako je on enciklopedijo bral. Je šel kar od A pa naprej, se je učil. Ker je bil dislektik, po ja, današnjih pa merilih. disleksijo je imel, torej, en kup je takih stvari, pa kako je tistega bika, očetu pomagal spraviti v hlev, ki se je zakopal med vrata in ni šel ne naprej, ne nazaj, oče ga je hotel v hlev, ga je poribal, od spredi not, od zadnji vlekel, ni bik šel. In potem je rekel, oči, a lahko jaz poskusim, in to je mogel biti otrok, in je šel dol in kaj je naredil. V eni potezi, tako kot pri tejle nogi, je dosegel, da je šel bik noter, s tem paradoksom, da ga je začel od ozadij ven riniti. Tisti hip je šel noter. Tako da te stvari so tako, ja, prekrasne, so te stvari. Drugače sem pa ob teh zgodbah sem veliko asociacij imela na sebe in preko sebe na mnoge ljudi, kako ena taka stvar lahko pripomba. Recimo, jaz sem eno zgodbico, mislim, da v srednji šoli ena sošolka, ki ni bila iz mojega ožjega kroga. Enkrat sem prišla s čopom v šolo, jaz sem glavno imela spuščene lase in je rekla, koliko ti ne paše čop. Jaz do pred nekaj leti nisem čopa nikoli imela. Samo zase, nikoli v javnost. Znoriš od tega, kaj naredimo, kadar je neko plodno tla so, neka, ranljivost, nisem bila nikoli pretirano samozavestna, glede svojega videza, tako da to je bil en takšen stvar, okrog katere se je pol organizirala en glas v moji identiteti. Ta pohipnotična sugestija, da dobiš tako, posrkaš v nekem trenutku, se tako globoko vsebe in nosiš desetletja. Nosiš desetletja, Tako da in si pač mislim, če lahko pravzaprav tudi ena, to je bila ena taka izjava, tak nek zgradi en tak vzorc, podobe v sebi, je neka logika, da mogoče tudi z enim ta pravim prijemom se tudi to razpakira, Tako da, ja. Če boš na naslednjo okroglo mizo prišla s čopom. Tega že nosim. Tako da to je zdaj velik premik. Jaz sem v knjigi, ki je Manca izdala Človeška ljubezen, opisal pa, kako sem dobil idejo, da imam veliko rit. In sem to 4 leta predeloval. Ker je še šolc rekel v šali, ti imaš pa tako debelo rit, katera te bo pomagala. No, je bilo popravljeno. Zdaj, oba primera sta te vrste, da je neka telesna posebnost, kar je gotovo en izvir za te naše stiske. V obeh primerih je ta mladostništvo, je ta negotovost vase radilo pri tej gradnji identitete in se lahko obesi pol ta negotovost na en detalj telesa, recimo, ali ima preširok med prvimi zobmi, ali ima preveč neka stopala, čop ni v redu, ali pa velika rit. Preveliko pa premejhno. Ja, prevelik rit, prevelika majhna, to premejhno. Ampak v tem oziru se mi zdi pa, da je Erikson zelo samozavesten, kako on to naredi brez strahu. Jaz recimo, za te dva primera, sploh za te prvega, ko je punca prišla pripravljena delati samomor, da ima toliko jajc, da reče tole pa tole naredi in potem pluva in tako naprej. O moj bog, jaz si kot zdravnik tega ne bi tudi približno prvošati ne upal danes. Tako v tem smislu se mi zdi res wow. In mojster, kot je Leja prej rekla, tako tudi v prepoznavanju in ustvarjanju konteksta, da lahko znotraj dela te svoje vragolije, ki so tako ali spade res kot čarovnija. To se mi zdi zelo fajn. Tudi to, kako prepoznava te vloge, kdo je koliko težek, komu kdaj, koliko česa lahko.
To mislim, ne vem, okay, je bil temeljit in se učil iz tudi porazov oziroma neuspešnih zgodb in tako naprej, temeljit, ampak tako se mi zdi, da ko enkrat vse ta znanja imaš, da takrat, ko gre za res, da si pripravljen, da si toliko pogumen, kot smo rekli, da se vsemu temu odpoveš in se prepustiš flowu in zaupaš. Zaupaš v svoje kapacitete in v to celoto, katere del sem, in da se v tej celoti ob ravno pravem času zgodijo ravno prave stvari. Te se mi zdi, no, tako, da je to zgodba umetnika pravzaprav. Ravno sem hotela reči, da je to umetnost. Da. Zame je to umetnost. No. Seveda podkovana s številno teorijo in primeri in delom veliko dela, ampak tako, imeti pogum, da se vsemu, kar veš in znaš in si izkusil, odpoveš in zaupaš, da to, kar bo zdaj prinesel naslednji trenutek, da bo tako prav. In tako se mi zdi, da v tem je res navdih in tako pot je stvar poguma, modrosti. Tako, no, se mi zdi, da ki ste ga vi omenili, Žodorovski, ne, tako, on je bil tudi en tak ekscentrik, odbit, ko strela, ne, čisto odbit, ne, no. In on je imel taka psihomagična dejanja. Ne, so ljudje počeli dosti podobno. Sigurno je šlo za neke, ampak tudi blazno učinkovit. Jaz sem je dal tudi par takih. Nisem vedela, ali bi se vrnila v domovino ali ne, ker sem bila pri njemu, ona tudi s tem marsejskim tarotom odpre in potem ti da te psihomagične naloge, kaj moraš narediti. Moja je bila zelo taka preprosta, nič zanimiva, ampak slišala sem pa res, recimo dam primer tisti, ki se mi je zdel strašno zanimiv, ker je bilo res tako ogromno ljudi in je vsak posameznik prihaja. Potem prišel en gospod plešast, se mi zdi, da to pa tudi v knjigi piše, in je pač je bil nesrečen, zafrustriran zaradi tega, ker je plešast. Ne? In on mu je pa rekel, da moram da 45 dni ali 60 dni zbirati ptičje drekce in jih shraniti pač v eno posodo in to, da se lepo paca notri in tako naprej in potem si to mazati, ne vem koliko dni. In si on s tem ne vem koliko dni mazal, seveda do trenutka, ko je nehal mazati in razumel, da pravzaprav pleša čisto v redu, ker tistega kor na glavi ni več prenašal. Ne? Tako da ga je nekako pripeljal po tej poti. Ne? Tako da ja, Žodorovski je zelo podobno. No, sam tle se mi zdi tako, da on je res pač tako, kot umetnik odbit. Za Eriksona bi težko rekel, da je odbit. Z vso to zgodovino, da deluje pravzaprav manifestno dosti podobno, ampak čist z enega drugega pula črpa nekaj ravno tako učinkovitega sicer, ampak mislim, da je veliko več neke estetike in pol tudi miline pri vsem tem, kar počne, kako počne. No. Tako kako se mi zdi, da je ne samo kaj, to, kar se naučiš, ampak tudi potem kako, da imaš ta občutek za timing, za način, kako, kdaj, komu, koliko česa, to je umetnost. Lahko se zelo pravičujem, ampak meni se zdi to strašno zanimivo, ker ali berem Žodorovskega ali Eriksona, ker me to zanima kot umetnico, kot nekoga, ki kreira umetnost, da gre pravzaprav vseh teh poljih za nagovarjanje nezavednega ali nagovarjanje neke notranjega stanja, neke notranje magme, premikanja, notranjih premikov. In to se mi zdi pri Eriksonu genialno. In pri Žodorovskem, in pri umetnosti nasplošno, da se to dotakne in uspe premakniti. Tako čisto kot umetnica govorim zdaj. In da se nekaj premakne, on, bi rekel, pokaže vzorec, kako se to sproži. Veliko teh stvari, ki so kao vzgoja, psihoterapija in tako naprej, izhaja iz tega nekako kontrolirati. Ne dovolj, da se nekaj eksplodira. Seveda, tule v teh dveh primerih
se pa zgodi eksplozija, ampak eksplozija, ki ni nevarna. Zdaj, ko bi prišla to dekle do konca s svojim obupom, lahko naredi zelo tako blago potezo, popije nepar ampul kakšnih tablet, in je konc. In lahko s tem si uniči življenje. Tule je pa bolečina, neroda. Pri tej deklici, stopil mi je na prste, bolečina, ja pa kaj, če bi imela večje noge, bi jaz to. On se ne upraviči. On na to krik bolečine odgovori svojo jezo, nastavlja si se mi. In seveda, tu ni zdaj zaviralnega momenta. Naprej potem deluje iz nezavednega, pač prihajajo ideje, kaj pa lahko naredim. Podobno je s temle pljuvanjem. Brizganje. Ja. Hvala. Lahko sem še nekaj rekam, da ste zdaj me tako asocirali, pa še nekaj k temu, kar si ti, Klemen, govoril. Kako, ko se sprašujemo, pa kje, odkot vleče te ideje? Velik del idej vleče od klientov. On zrcali, vzame isto. In tisti fant, zdaj, ki sem brala, 12-letni, veliko je teh fantkov, ki je tako tul, če se spomnite, ki je kričil tulu, da so ga starši prepeljali, pa na tla položili, pa čemu se je že upira? Močil je posteljo, točno, ja, in je kričil in ga je pustil, da je kričal, in ko je sapo zajel, je še Erikson začel kričati nazaj, in to je en tak obrazec njegov, in potem, ampak hkrati je pa že vzpostavil tudi to, da vedno, ko je fant sapo zajel, je on predlagal eno malo variacijo, vzorca, ki ga je fant prinesel, in tako da se je malo vzpostavil med njima en tak odnos, in tega je ogromno, pa primer George, pa vse te primerje, tako da, ja, se ni treba tako izumljati, ampak videti, pa uporabljati, Tako sem zabilen, da je te stvari opazil, prave stvari opazil in se odzval na nje. Imel ne predsotka in tako. Pomislila sem na tej strani 248, mi je zelo všečen odstavek od J.A. Haleyja, ker pravi, da ni imel metode. To je, Eriksona reče, ni imel teorije, ni imel metode, on je delal s človekom. On je raziskoval kontekst človeka, izkušnje človeka in potem poskušal. In če ni šlo, je probal nekaj drugega. Tako da to mi je zelo fino, se mi zdi, da tako dobro zadene. Ta razpon, ko bereš potem veliko teh njegovih primerov, je impresiven. Od recimo teh enkratnih srečanj, kot je bilo s tole punco z velikim stopalom oziroma majhnim, do tega recimo primera, ki je meni tudi bil zelo navdihujoč, ker smo pa na taborih zelo podobne stvari počeli, da je pustil človeka, ki je bil psihiatrični pacient, da je zelo osamelec, avtističen, bom se rekel, ga je sprejel v družino, tako da je bil vsak dan je prihajal, psa so za njega kupili in on je imel to nalogo, da za tega psa skrbi. Nihče od družinskih članov mu ni smel dati jesti. Tako da je mogel vsak dan priti in potem je pač tam postal družinski član. Zdaj bomo šli na to 8 otrok in je delal tudi na vrtu, večkrat prespal včasih tam tudi in tako, recimo od takega primera pa do primerov, kjer je bil znal, in tukaj z njim je bil zelo mehak, je bil tako kot nadomestni oče. Do takih primerov, kjer je znal nazjeti ljudi, primer recimo policaja upokojenega, ki pride z emfizemom, alkoholizem, kadi, Turk, mu je dal par takih ostrih, kaj gore narediti, tisti je bil vajen policaj na ukaze in je to spelo. Dobro, hvala, zdaj gremo lahko na drugi sklop, poglejmo, kako je z uro, ja, je čas za drugi sklop.
Omenjena je bila zdaj Eriksonova življenjska zgodba, tudi ne, da je imel kot 17-letnik hudo izkušnjo poliomielitisa, otroške paralize, in je bil res popolnoma nepokreten in tudi mu je bilo strani zdravnikov, kar 3, ne samo ta njegov osebni zdravnik, sta prišla še 2 za konzultacijo, vsi so rekli, umrl bo. No, predtem smo že rekli, da je imel disleksijo, nekako barve. Zgodba je, da je videl samo to vijolično barvo, čeprav potem hčerka je rekla, da to ni res, da je on tukaj malo izkoristil, ker mu je pač noben ni vijolične barve nosil takrat in on je pač izbral to barvo kot svoj zaščitni znak, drugače bil pa ni videl pač te rdeče ali karkoli se pribarva. To ni bila edina barva, ki je bil. In tako naprej. Skratka, potem ni imel občutka za ritem, ni imel občutka za melodijo in tako naprej. Razne zanimive posebnosti, no, ampak pri 17 letih ta velika preizkušnja življenjska. Torej, en najbolj znanih utrinkov njegovih avtobiografskih je ta, da so ti 3 zdravniki, potem ko so ga pregledali, v sosednjem prostoru so šli z mamo in so rekli, vaš sin ne bo doživel jutra. In Erikson opisuje, kako je potem se razjezil, kako so lahko zdravniki tako brez občutka, da materi rečejo, da bo sin umrl. In je sklenil, da bo pa to postavil na laž te zdravnike. No in je potem, ko je mama prišla nazaj, nič ni rekel, da je slišal, je sam prosil, da je komodo, na katerem je bilo ogledalo, premaknila tako, da je lahko videl okno, skozi katerega se je videl sončni vzhod. In rekel, dočakal bom ta sončni vzhod in potem še zahod in tako naprej. In to mu je tudi uspelo, čeprav je to ga stalo vse do zadnje kaplje moči, potem je zaspal in tak spanec, ampak ni umrl. In potem se nadaljuje ta njegova zanimiva zgodba. Zanima me, kako vidite prepletenost te Eriksonove človeške usode in njegovega dela. Se vam zdi tudi tako kot meni, da je to primer Jungovega arhetipa ranega zdravilca? Znajdete tudi mogoče kakšno vzporednico med tem, kako znate recimo svoje ranljivosti, krhkosti tudi izkoristiti za delo z ljudmi? Čisto lahko vprašanje. Čisto lahko. Ja, jaz mislim, da se je zaradi te izkušnje bil primoran na nek način izmojstriti in opazovanju in učenju, tako nenehnem konkretnem učenju. To, da je gledal smrti v oči, se mi zdi pa, da je na nek način kakor nek tak manko, da je pravzaprav se spremenil v en blagoslov, zaradi tega, ker mu je dalo izredno veliko življenjsko širino. Mislim, da iz te življenjske širine potem, v bistvu iz tega izkustva skoraj da smrti, da je potem njegovo polje delovanja bilo bistveno širše kot polje delovanja drugih, mogoče terapevtov, tudi iz tega naslova. In tele se mi zdi tako, da je ustvarjal, raziskoval in v sebi najdel nekaj, kar je potem lahko iz enega globjega izkustva, tako tudi podajal ljudem na tak način, da je bilo za vsega primerno, tako kot je posamezniku najbolj ustrezal. Zdaj, ne vem, recimo jaz nisem nikoli imel nekega takega izkustva, da bi imel občutek, da sem ogrožen v kakršnem koli smislu. In se mi zdi tako, da sem tlele dost na nek način plehak. In da je nekdo z izkustvom
skoraj da smrti, da ima neko drugo štartno pozicijo. In tudi tako, kot se je pa seveda skozi življenje nabiralo vse sorte spoznanj in izkustev, tako se mi zdi, več, ko je bilo bolečine, da na nek način iz teh bazenov bolečine potem lahko tudi sam pri sebi zase črpam neko tudi samozavest, tudi neko modrost, ki jo lahko na zelo drugačen način delim z ljudmi, kot pa, ne vem, na začetku svoje kariere, ko sem bil, ne vem, nadut medicinc, vsemogočen in zdaj sem jaz tlele, da vam povem, pokažem, vas rešim. Tako se mi zdi, da več, ko je nekega takega življenjskega izkustva, manj je potrebe po tej formi, po teoriji in da več nekega samozaupanja, samozavesti, da stvari pridejo, stečejo, pa ne vem čisto dobro od kod, ampak da se ustvari to zaupanje. No, in to se mi zdi, da je nekaj najlepšega, kar se lahko zgodi in da je pravo ustvarjanje, pravzaprav tudi v terapiji, v tem odnosu z ljudmi, da ko prihaja iz tega vira, da je res nekaj lepega in da se čuti pretok skozi me in v odnosu in da tlele se res lahko dogajajo take, prihajajo spremembe. No? In pri meni in pri tem, ki me je počastil s tem, da je pri meni poiskal pomoč. To je neko zaupanje nezavednemu, mogoče? Absolutno, ja, absolutno. In nezavednemu, pa tudi temu mogoče, ne vem, se ne bi rad težil s kakšno duhovnost, ampak vendarle tako, se mi zdi, da tudi nečemu presežnemu, kar ni samo meni, mojem nezavednemu, ampak nekaj, kar je vsem skupnega, do česar lahko vsi dostopamo, ampak moramo doseči neko frekvenco, neko stanje odprtosti. In da je potem se na nek način, da lahko črpam iz tega našega skupnega bazena, ki je vse noter, tako zares. In da je tudi tisto, kar je v tem trenutku najbolj potrebno in pomembno. In da se zato, ker imam dostop do tega, ali pa ker sem se tako naštelal, da se lahko tudi v tem kontekstu najde tista optimalna rešitev. Zdaj, ne vem, tako da... Gregor Belcem, ki je bil stavila dobra prijatelja, že pred tem Palo Alto projektom spoznala sta se tam pred drugo svetovno vojno, ko je prišel Belcem po pomoč za analizo teh fotografij in filmov z Balija, ker je veliko teh transfenomenov okrog. Je rekel enkrat, da Freud je nezavedno pokazal, kako je nezavedno v intrapsihičnem posamezniku, medtem ko je sama, Belcem, širil koncept nezavednega v tej ekološki smeri, socialni smeri, vzven. In pri Eriksonu je ravno to videl, da je njegov koncept nezavednega ni bil noter v človeku. Tako kot se prej rekla, tudi v tej koreografiji, ki je bila včasih družinska, včasih še širša. Zato je bil neverjeten posluh in tukaj, zato ga je tudi poimenoval Belcem Mozart človeške komunikacije, ne človeške psihe, ampak komunikacije. To širino, ki se je zdaj omenil, je videl pri njem. Evo, izvolite. In tudi ne le dimenzija preteklosti in sedanjosti, ampak prihodnosti. Če se bomo mi naučili z našimi energijami delati na način, ki ne bo predvsem napadanje na druge, potem je to zaklad. No, in na teh naših akcijah, taborih, je pravzaprav bilo to. To je bilo precej nemirnih otrok, med njimi pa tudi nekaj preveč mirnih. No, in seveda, če bi se zdaj nekako ta strategija pričela
uporabljati, da bomo najprej poskušali umiriti tiste nemirne, a ne potem pa uživiti te, ki so preveč mirni in depresivni. Je to, tako bi rekel, kakor Sizifovo delo. No, tu se je pa dogajalo to, ne, da so nemirni nadlegovali mirne, ampak naša možnost je bila pa poseči vmes, pa pomagati nekako drugače definirati situacijo. Ni te napadal zaradi tega, ker bi te sovražil, ampak ne, je tudi merjenje moči, hoče pokazati, da je močnejši od tebe. No, in pred kratkim sva z mojo novo ženo Mileno bila z enim dečkom, ki je bil na taboru kot avtist. No, in seveda, ko je prvič prišel na tabor, je mama prinesla cel spisek, kaj vse lahko je in česa ne sme jesti. Potem imuje 3-4 kape, eno za lepo vreme, drugo za dež. In cel kup teh stvari. To bi morali biti 3-4 asistenti, ki bi se okrog njega sukali. No, on je pa pravzaprav začel delovati, imel je tudi, bi rekel, izvir nemira, ampak v tem je bil silno previden. No, in zdaj nama je pripovedoval zgodbo, kako je z enim fantom sprejel rokoborbo, ki je bil pa iz zgornjega zavoda in, tako bi rekel, šolan falot. No, in potem sem ga podaril na tla. Potem je pa on rekel, da sem ga zgrabil za vrat. In Mojca, ki je bila kot sodnik, je rekla, ni te zgrabil za vrat, res se je podaril na tla. In on je rekel, ti si slepa, nič nisi videla. Pa je bilo konec. Ampak njemu je ostalo, zdaj on je zmagal. Pa seveda, jaz sem ob tem razmišljal, dejansko je uporabil prijem, ki ni bil dovoljen. Vendar on je bil tak pezde, da tudi če ga je za vrat zagrabil, ne bi mogel iz tega se zgoditi nič hudega. Zmagal je, on je bil kakor poražen, Mojca je bila slepa in evo, živimo naprej. No, in tako se mi zdi, da se veliko stvari v življenju lahko rešuje nekako na ta način, ne da skušaš ukleniti nekoga, ki ima preveč energije, ampak ne, da se ta energija usmerja in seveda, da od tega potem imajo korist ljudje, ki si želijo živahnega življenja, polnega življenja, ne pa morije. No, in se mi zdi, to sem hotel reči, torej Eriksonov način delovanja odpre tudi, bi rekel, pogled v prihodnost. S tem, da jaz naredim tak majhen prekršek, da eni punci stopim na prste, ni nič hudega. Njeno življenje bo pa spremenjeno. S tem, da eno dekle nekomu brizgne v obraz vodo, ni nič hudega. Ampak oba imata zdaj drugačno življenje. In seveda, lahko si misliš, da gre zgodovina potem naprej, da to dekle ni zadnjič uporabilo kakšen tak prijem, ki bi fanta lahko vrgel s tira, ampak ni pa uničil njegove ljubezni, ampak obratno. Ja, kot si zdaj omenil, ta ozadje
mislim, ta značilnost njegova, da je tudi prihodnost pomembna, predvsem to, kakšni bodo posledice, učinki v prihodnosti, da je zelo pomembno merilo. Tukaj noter je vpliv pa tega ameriškega pragmatizma, ki je v Evropi manj domač. Gledamo rajš v preteklost, pa kar je tudi zelo dragoceno, pa kaj iz preteklosti, mogoče neke travme ali taka drugačna doživetja, vplivajo na danes. To je evropski duh. Ameriški gre iz prihodnosti. Nekaj naredim, lahko je z vidika neke situacijske etike celo mogoče tako malo to še sploh. Erikson je večkrat rekel, da če bi povedal v vseh primerih, bi izgubil licenco. Ne bi mu vzeli pravico do dela zdravniškega. Lahko si mislimo že iz tega, kar vemo o njem, kaj je delal, kaj je še tisto, kar nikoli ni povedal. Ampak kriterij je bil, a ne ravno to, kam je pa to pripeljalo. Če smem, mogoče, jaz večkrat tako pokažem pri delu z ljudmi, tako da je ta moment izravnoteženja tako pomemben. Tako, stojim na eni nogi in to je zdaj najprej stojim tako trdno na dveh nogah, ampak stojim v dreku. Potem nekaj pride in me tako izravnoteži iz te stabilnosti in zdaj je možno sicer, da stopim nazaj v drek, ampak je možno tudi, da stopim nazaj in je možno tudi, da stopim naprej. Tako se mi zdi ta moment izravnoteženja ali pa podreti to trdno v čemer človek je patološkem, da je že to moment, kjer je odprejo se druge možnosti. In je to pravzaprav nekaj, s čimer lahko potem vsak sam zase po svoje nekaj naredi. Ampak tako Erikson se mi zdi, da je to, kar si govoril, Bernard, da pravzaprav to se nekaj zgodi, pa lahko je. Pa je pa vse drugače. Pa tudi vse možno. Pa ni rečem, da je slabše. Hvala, to je še ena značilnost, ta presenečenja, provokacije, ki so bila namenjena destabilizaciji nekih utečenih vzorcev. To je, on pravi, da je to skoraj vedno poskušal to vzpostaviti, presenečenje. Ja, jaz, ko sem brala, sem tako primere spet res skozi to znanost o kompleksnosti, so fenomenalni primeri, sploh teh kontrolnih parametrov se mi zdi, kaj je tisto, kar tako spodbudi človeka k temu, da gre v neko spremembo lahko. Sem pa razmišljala to, kar si vprašal prej, moja teza je, da gotovo ni izvirna, ampak težko si predstavljam, da bi nekdo nek tak zelo inventiven pristop razvil, ne da bi bilo to tesno povezano z njim kot osebo, njegovo zgodovino in vsem, kar njega dela njega. Bolj se mi zdi ključno v tem, koliko to reflektira, koliko sebe namerno uporablja kot instrument, koliko pa mogoče objektivizira ta svoja znanja in poglede in se odreče, se mi zdi tej vlogi tega, da res sebe vzameš kot primer. Moj vtis je, da on je to delal, da on sebe je res dajal na razpolago. Tako da meni je tudi osebno to blizu. Moj slog je tudi tak, da sebe uporabljam kot instrument. Ker jaz to lahko naredim. Ni to za vsakogar, ampak tako, tukaj se prepoznam. Sem se pa spomnila tudi, ko sem šla prav gledati tale Jungov ranjeni zdravilec, kaj to že je, ker zelo dolgo, ker sem brala tudi Junga, se spomnim iz svojih časov študija psihologije, da smo se malo sošolke pa sošolci pogovarjali v tem smislu, je prevladovalo stališče, da je tam 3/4 ljudi zato, ker ima svoje težave. In jaz sem se takrat in še pol dolgo umeščala pa med tisto četrtino, zdaj vidim, študije so tja, od 20 do 25% približno, naj bi bilo med ljudmi, ki se za pomagajoče poklice odločimo, takih, ki zelo so, jih je sem privedla neke osebne izkušnje težke ali karkoli v življenju. Jaz sem se do nedavnega imela za tisto, za tisti delček, srečnežev ali pa ne. Ampak evo,
ne, z leti ne, prihajam do tega, sploh se mi zdi, da če pa želim nekaj spremeniti, neke svoje vzorce, s katerimi bi lahko do konca lepo dobro živela, ampak če imam pa jaz neko drugo namero, prihajam pa v stik s stvarmi, ki niso bile tako super, veš, ne, v mojem življenju in ki so mi zdaj ovira mogoče za neke spremembe. Tako da jaz mislim, da je to stvar perspektive, kaj počneš, kam hočeš priti. Različnih življenjskih faz. Različnih faz življenjskih. Različne razvojne izzive. Vse to. Da težko si predstavljam nekoga, ki ne bi imel ničesar takega. Tisto, kar mi je recimo zanimivo pri tej knjigi, kakor jo je uredil Paul Haley, to je pač njegova pogruntavščina, da je te primere razdelil po razvojnih fazah nekega življenja. To meni zelo pomaga. Jaz kadarkoli vidim enega klienta, kakšno družino, kvar, karkoli, se eno vprašam, na kateri fazi so oni, kaj so zdaj za njih neki izzivi, da so se kje zataknili. In to mi tudi pomaga, da smiselno bolj se spustim v pogovor z njimi. To je bilo novo, ne, pravi Haley. Haley pravi, da je bilo to novo v tistem času. Ja, zelo mi je všeč ta uvod v knjigo, ker ima vsi momenti so noter, ne. Tudi ta, recimo, pravi, nekateri ljudje se malo kritični pravijo, sami taki uspešni primeri so noter, ne, razen tu pa tanke malega, ne. Pravi, ja, ampak tako smo se odločili, ampak seveda ni bilo samo tako, ne, veš tako, da ga malo normalizira, ali kako bi rekel, bolj celovit, da ga prikaže, no, kompleksnega je. To je bila zavestna Eriksonova odločitev, da bo tako primere izbral in jih tudi tako prikazal, da so na nek način navdihujoči. Če pa gledaš te strokovne članke, ki jih je čez to sam napisal, pa bolj še v kombinaciji pa veliko. Manj, bi rekel, bolj dolgočasnih, ne tako, bi rekel, dramatičnih in navdihujočih. Ja. Ja, jaz bi se vrnila na ta začetek tega, ne, kako je pravzaprav on ob tej bolezni, to bo na začetku pisano, ne, in tle, kaj je kura, kaj je jajce, ne, se zdi, da on je, že to, da je tam kot en popolnoma nebogljen v posli na robu smrti, 3 zdravniki, ki so bili verjetno takrat še bolj božanstva, ki so danes, ne, mu nekaj napovejo in on zbere to uporništvo, to kontra nekaj, ne, in to v resnici tudi izvede, ne, čeprav je v resnici, ne, očitno tako zelo nemogoče. In kaže na to njegovo, ne, da je en tak sposoben videti stvari na drugačen način, jih implementirati, ne, tudi že pri tej eni taki predsmrtni skoraj izkušnji, ne, ampak iste stvari on delal pol s to svojo terapijo, ne, je čist nekaj novega uvajal, na nov način videl, se opiral vsemu temu mainstreamu, ne, ki je bil takrat čist neka druga dogma, ne, in je te svoje stvari, ne glede na vse, ne glede na nasprotovanja, ne glede tudi na take tvegane na nek način intervencije, ne, ker so bili taki čist, ki že ki jih bereš, ne, se sam čudiš, ne, je bil res tako nekaj tega uporniškega kontra ali pa videti na drugačen način v sebi, ne. Tako da se mi zdi, da on v osnovi je mogel biti tak. In da verjetno ga je ta bolezen, ne, to pa sam senzibilizirala tudi za neke stvari, ki jih je sigurno imel v sebi, da jih je tako izmojstril, ne, ker verjetno kaj drugega takrat ni mogel početi gledati, pa opazovati in biti v umu aktiven, ne, ker pač drugega ne bilo, ne. Tako recimo, meni je bil zanimiv ta podatek, da on do 4. leta ni govoril. In ko pripoveduje ta košček, pravi, da je kako pomembna je bila mama, ki je vedno z enim stavkom to komentirala. Že ko bo prišel njegov čas. Nobenih logopedov, nobenih psihologov, bo že, ko bo prišel njegov čas. In to pravi, kako mu je dalo en prostor za to drugačnost. In tako se vrstijo pol te stvari, od teh eksperimentov, ki jih kot deček že dela, kako ljudje reagirajo, opazuje v šoli, ko vsi pojejo, ko pojejo neko pesem, učiteljica spremlja na klavirju, on je brez občutka za ritem, brez občutka za melodijo, opazi, kako pridejo v isti ritem dihanja vsi, ko pojejo in take stvari. In iz tega ven
potem, ko hodi v šolo, zastavo, reče, da bo profesorju povzročil amnezijo med predavanjem. Profesor skozi išče, je opazil, da tisti učenci, ki kimajo, da potem učitelj se vedno bolj k njim nagiba. Potem je pač naročil, mislim, da je bilo tako, da so nehali kimati, in ko so nehali kimati, profesor je bil nenadoma, ni več vedel, kaj je čista amnezija izgovoriti. In take stvari je počel. Tako da ja, neka zelo samosvoja pot od začetka že. A veš, kaj mi je zdaj prišlo? Vprašanje, če bi preživel tisto noč, če ne bi tisti 3 zdravniki, ki ga mami rekel. Ja, Pa ga razjezil. Ja, pa ga razjezil. Ja. To je dobro, da noč. Potem je pa impresivno, kako se je spet učil hoditi, ker se je mogel spet od začetka, da je sestrica takrat bila glih stara okoli leta in je pač spontano in je opazoval, kako ona, kater del telesa in je potem posnemal in tako. Neverjetno. Evo, zdaj čas nas kliče naprej, da gremo k 3. sklopu, torej Erikson kot mož, oče in dedek. Torej, Erikson je bil 2-krat poročen. Prvi zakon je bil z ženo, ki je potem imela diagnozo shizofrenija in ni bila prav v formi kot mama, tako da je potem njemu so bili dodeljeni 3 otroci. In potem sreča v bolnici, kamor je dobil službo, eno asistentko, s katero se, če bi jo prvič zagledal, je rekel, da je ta bo moja žena. No in potem sta imela še 5 otrok. Zdaj, o njem kot možu ni toliko zgodb kot očetu dedku. Zato sem tule pogledal Elizabet, žena je bila, je rekla, da je bila ena, zelo fajn sta se razumela, ena ključna skrivnost tega bogatega, zadovoljnega človeškega sožitja ta, da je znal in sta znala uživati v drobnih vsakdanjih stvareh, da sta našla radost, ki sta jo potem široko delila z otroki, prijatelji, sodelavci, klienti. To je bilo zelo živahno, kar se tiče druženja, raznih stikov v domu Eriksonov. Torej, poglejmo zdaj pa, kako je bil kot oče. Maja, lepo te prosim, povej nam, kako je sina Roberta učil odnašanja smeti. Eden največjih izzivov za vse starše je, kako navaditi otroke, da izpolnjujejo svoje domače dolžnosti in prispevajo svoj delež v gospodinjstvu. Poglejmo, kako je Erikson pomagal sinu Robertu, da se je naučil discipline pri odnašanju smeti. Otroci imajo slab spomin, vendar se jaz odlično spomnim namesto njih. Tako je Robert nekega dne oznanil: dovolj sem star, velik in močan, da bom vsak večer odnesel smeti. Izrazil sem svoj dvom, vendar je on tako odločno vztrajal, da sem se vdal. Velja, naslednji ponedeljek lahko začneš. Svojo novo nalogo je izpolnil v ponedeljek in torek, v sredo pa je že pozabil. Tako sem ga v četrtek opomnil in je odnesel smeti, vendar se v petek in soboto spet ni spomnil. Tisto soboto sem se mu potem cel dan posvetil, tako da sva se skupaj igrala. V različnih igrah je neznansko užival, vendar se je tudi utrudil. Zvečer sem mu dal posebno dovoljenje, da lahko ostane po konci, kolikor dolgo želi. Ob 1 zjutraj je končno oznanil: zdaj bi želel v posteljo. Pustil sem ga, da je odšel spat. Vendar sem ga po nekem naključju ob 3 zjutraj prebudil in se mu na široko opravičil, da sem ga pozabil spomniti, naj odnese smeti. Ali bi bil tako prijazen, da se obleče in to naredi? Z veliko obotavljanja se je oblekel in izpolnil svojo nalogo, medtem ko sem se mu ponovno opravičil, da sem mu pozabil reči prej. Spet se je preoblekel v pižamo in odšel v posteljo. Počakal sem, dokler nisem bil prepričan, da je trdno zaspal.
Nato sem ga ponovno prebudil. Tokrat sem se še bolj opravičeval. Povedal sem mu, da mi res ni jasno, kako sem mogel spregledati smeti, ki so ostale v kuhinji. Ali bi bil tako prijazen in počistil še te smeti? In res jih je odnesel v kanto na ulici. Ko se je vrnil, je zelo pozorno pregledal verando, se obrnil in se vrnil h kanti za smeti ter znova preveril, ali je smeti odložil, kot je treba. Ko se je vrnil, se je ustavil še v kuhinji, kjer je vse še enkrat natančno preveril, predno je odšel v svojo sobo. Jaz pa sem se še vedno opravičeval. Ulegel se je v posteljo in nikoli več ni pozabil odnesti smeti. Evo, kako ga zdaj vi mogoče vidite kot moža, kot očeta, dedka, kako ti avtobiografski zapisi učinkujejo na vas? Jaz mislim, da ta primer, pa tudi, ki so opisani, ne, kaže, da je bil isti vseh teh. Ne, kot terapevt je tako delo, iste take neke inovativne pristope uporabljajo z lastnimi otroki, vnuki, tudi ne. In ko to bereš, ja, prepoznaš to, no, to neko inovativnost, drugačnost, ene pristope, ki so popolnoma kontri, kar bi vsak običajen starš naredil, ne, in so delovali. Da se mi zdi tle, da je bil on res tako kongruenten sam s sabo, no, temu, da tako je bil, tako je deloval. Ne? In verjetno, če bi bil vodoinštalater, bi tudi tako drugače. Ja. No, meni osebno se zdi recimo ta konkreten primer tako z očmi fotra nekako krut, grob. Da bi jaz svoje ljube otroke prebujal ob 3 zjutraj in jim rekel, da ne grejo net smeti, moj bog, jaz pa ne. Ampak se bi se opravičil. Če bi se opravičil, pa ja. Tako, se mi zdi, da manifestno je lahko res tako, da izpade grobo, ampak kako je bilo spet to narejeno, to je bilo pa spet tako, cel dan se je z njim igral, upravičil se mu je, pustil mu je, da je lahko šel spat, kadar je hotel. Tako, kako pripravlja ta teren za to, da potem ga piči, tako, da je nepozabno in je potem ves čas spravlja smeti. No, to, tako, na prvo žogo bi rekel, ja, včasih je lahko kruto, ampak tako, zares pa ves čas prebija ven ena taka ljubeča naklonjenost, jaz sem res tako milina. No? Milina je zame stvar srca. To se pravi, to ni samo iz glave, bom jaz zdaj, kako ga bom obrnil, da bo on to delal, kar jaz hočem, ampak je res bilo pripeljan tako, da tako upoštevajoč to celoto. In sam razumem tako srce, zdaj se kar intenzivno ukvarjam z njim zadnje čase. Tako, kakor ima Zemlja recimo svoje silnice iz južnega pola proti severnemu, tako pravijo, da ima tudi elektromagnetno valovanje in silnice Sonce in da z njimi pravzaprav inštrumentira cel solarni sistem. Tako ima tudi srce svoj vortex, ki so ga slikali in preverjali in se ukvarjali z njim, in ta plašček energetski okrog telesa, kakor da izvira pravzaprav iz srca in se v srce vrača. Tako da srce je tisti, ki se povezuje in z Zemljo in potem z Osončjem in potem verjetno še z kakšnimi drugimi ravnmi v energetskem smislu in da je ta tisti, ki se zaveda, da smo del celote, kakor ne del vsega val morja, kakorkoli. Tako da mislim, da je v tem odnosu tudi do klientov, seveda, ampak predvsem pa do teh njegovih bližnjih, da je veliko te miline in veliko tega srca, no, ki ga samo še krasi, še dodatno to njegovo veličino nekako osvetljuje z enim takim žarom, da lahko samo wow, to je bil pa res nekdo, ki ga ne more več biti. Ne, tako. Lepo. To je bilo zelo lep komentar. Seveda so tudi pisma
Eriksonova noter, ne, kjer recimo hčerko nekako upominja na to, a ne, da gre njej na živce, ker otrok sprašuje, zakaj. A ne, in je tako elegantno speljano to, a ne, zakaj pač on sprašuje toliko zakaj, mene pa res to nekako se tiče, a ne, zakaj gre to tebi tako nekako težko od rok, a ne, in kako da te to tako moti, zakaj, a ne, in je ta zakaj obrnen 5-krat. In seveda nikamor ne pripelje. In zdaj v življenju je pač veliko tega, ne, da se kakšne stvari v enem obdobju življenja ponavljajo, a ne, in v vsakem življenju vsakega otroka je tam okrog 5. leta ali pa 4. obdobje zakaj. In seveda, a ne, tu je priložnost za starše, da to poskušajo ustavljati, priložnost pa tudi, a ne, da na to odgovorijo kreativno. Tako da otrok skozi ta zakaj ne dobi zdaj informacij, ne vem, o fizikalnih zakonih, ki vplivajo zdaj na nekaj, ampak dobi informacije prav nekako v tem smislu, kot je Klemen zdaj odgovoril, a ne, srce nam narekuje nekaj, a ne, in tega, kaj nam narekuje srce, pravzaprav dostikrat naš razum samo počasi temu sledi ali pa počasi doume, ali pa doume šele, a ne, ko se stvari potem pokažejo v nekih pozitivnih dogodkih. No, tako tudi, a ne, zakaj je mama rekla, pač pusti ga, bo že govoril, ko bo čas za to. Mogoče ni vedela, ampak vedela pa je, a ne, da otroka ni dobro prezgodaj siliti v karkoli. In to recimo se v naših družinah dogaja ogromno. A ne, prav bi rekel, iz tega vidika, ne, kakor da želimo, da bi bili otroci kreativni, jih velikokrat prezgodaj navajamo na marsikaj, kar je nepotrebno ali pa kar je škodljivo. No, Erikson dejansko nam kaže, a ne, da marsikje, marsikdaj je treba sprožiti energijo, gibanje, spremembe, a ne, da se življenje začne dogajati, a ne, je pa velikokrat tudi čas za to, da počakamo in da strpno opazujemo, kaj se zdaj dogaja z mladimi ljudmi, ko iščejo svojo resnico. Že pa zdaj to trenutek, a ne? Sem prebrala to pismo, zakaj? Pismo, ja, v Lukini, kako Žuljet, mislim, je bila, ne? Ja. A preberem še malce povoda, ja. Ko je bila Žuljet stara 3 leta in je že dobila sestrico Nikol, so starši Eriksonu napisali, da se je pritožila, ker jo je oče vprašal, zakaj tako pogosto sprašuje zakaj. 25. avgusta 1975 je Erikson odgovoril v svojem značilno igrirem in zmedo vzbujajočem slogu. In gre tako.
Zakaj ne bi sledila plemenitemu očetovemu zgledu, ki te je vprašal, zakaj sprašuješ zakaj, in ga vprašaš, zakaj te sprašuje, zakaj ga sprašuješ zakaj, in mu potem razložiš, da ga sprašuješ zakaj, zato, ker želiš izvedeti, zakaj sprašuješ zakaj, ter zakaj še ne veš, zakaj sprašuješ zakaj, in zakaj je nujno, da ga stalno sprašuješ zakaj, in zakaj ni drugega načina spraševanja zakaj, in zakaj je zakaj sploh postal edini način spraševanja zakaj, in zakaj ne obstajajo drugi načini spraševanja zakaj, in zakaj mamica ne rada odgovarja na tvoj zakaj, ko pa je zakaj edini način, da se naučimo zakaj. In zakaj mamica misli, da tvoj zakaj ni v redu, ko pa niti ne ve, zakaj bo nikolino spraševanje zakaj sprožilo nov plaz tvojih vprašanj zakaj. In zakaj se je mamica sploh vprašala, zakaj ni že enkrat konec tvojega spraševanja zakaj, ko pa jo je že vznemirjalo, kdaj boš nehala spraševati zakaj. In zakaj je toliko vprašanj zakaj, in zakaj ni kaj drugega kot zakaj, in zakaj niso nekatera vprašanja zakaj kaj, in zakaj niso nekatera vprašanja kaj zakaj. Povej mi, prosim, zakaj. Me zanima, kateri igralec in le zakaj bi se to naučil na pamet. Ampak, ko pazljivo bereš, vidiš, da je vse zelo logično. Ni nobene odveč, ni neko poigravanje, ampak je vse zloženo tako, da se štima. Najbrž to, kot ste prej rekli, ne, da je ta struktura in hkrati je ni, ne, ta stale oboje. Disciplinirana improvizacija. Evo, smo potem počasi prišli do zaključka. Se obračam še k vam, če imate zdaj kakšno zakaj, kakšno drugo vprašanje ali komentar. No, jaz sem bil presenečen, da sta kar naenkrat išli 2 knjigi. In na obeh je na naslovnici portret Eriksona, seveda sta pa 2 avtorja, in potem sem si rekel, pa zakaj 2 knjigi naenkrat? Toliko časa pa nobene. No, zdaj sem prepričan, da je to dobro. Pa ne bom več sprašal, zakaj. Pa sem pa seveda Mirana poklical, rekel, da mi je polepšal dan s tem, ko si to naredil. Samo vprašanje, kaj je bil po narodnosti in kaj se po narodnosti njegova starša? Ona dva sta priseljenca bila, drugače korenine so Severna Evropa, nordijski Erikson, vikinška kri naj bi bila, ampak starša sta že v Ameriki. Se je pa učil tudi nemščina, kar je zanimivo. Ja, on je govoril tudi nemško. Ja. Mene nekaj zanima za tebe, ker ti si desetletja živel z Eriksonom in vse to, ampak zdaj si pa še praviš mesece pa intenzivno to še pisal. A je kaj zate prišlo takega novega, nova povezava? Kaj je bilo tako, kad bi mogoče kaj izbral od tega? To mi je res tako zanimivo. Veliko novega, skoraj na vsaki postaji njegovega življenja in te primeri, te literature je ogromno. Tako da tudi seveda je zdaleč od tega, da bi prebral. Mislim, da niti večji del ne moram reči. Tako da ja. In pa tudi ni v količini zdaj, da bi človek tukaj nekako pogotovo, ker so včasih prebereš en primer, 2, pa imaš dovolj za nekaj časa. Zelo mi je fajn tudi, ko pred srečanji, ko se pripravljam na kaj, da naključno odprem, pa najdem tudi v različnih knjigah po tem principu. Kaj je bilo zelo novega? Recimo, ena stvar,
ki sem se zelo posvetil v Sloveniji, je do zdaj o Eriksonu v slovenščini izšel samo en pamflet, jaz bi temu rekel, v knjigi Mason o zablode psihoterapije. Tam je tako na 10 straneh, tako ga, bi rekel, grdo in bi rekel res nepoučeno in nestrokovno, res ponižal, razvrednotil. Da to mi je ostalo, ko sem pred 20 leti že to knjigo prvič kaj Unko izdal, pa še z enim Rugljevim udarnim spremno besedo proti psihoterapiji, še to. To mi je ostalo, tako kot je na en žebljiček in me je skelelo. In to je bil en motiv, da sem tudi potem se kar v tem bolj, recimo, ne biografskem delu, ampak kjer sem poskušal odgovoriti zdaj na ta pamflet. In je bil pa potem, sem videl, odlično izhodišče, ker vse tiste stvari, ki jih je on tako kritiziral, sem lahko pravzaprav pokazal ravno obratno plat. Seveda, ko sem se lotil tega, nisem niti pričakoval, da bo to tako se lepo išlo, ampak ta del mi je recimo zelo veliko pomenil. In samo eno stvar v tem omenim, torej to, kar mu je očital, je ta Mason, da je on bil do psihiatričnih pacientov kot psihiater avtoritativen, da je šel iz pozicije moči, da je bil tudi seksističen in še marsikaj. No, potem sem pa povezal svoje znanje o zgodovini psihiatrije in sem šel gledati, kakšne so bile bolnice psihiatrične v času, ko je nastopil svojo prvo službo Erikson in potem naprej, ker je dve službe menjal, v glavnem so ga sprejemali, da je bil raziskovalni del prevzemal v teh psihiatričnih bolnicah in kontrast je strašen. Kje je bila takrat ameriška psihiatrija? V enem stanju pasivne eutanazije celo. Ker Hitler se je tega lotil med drugo svetovno vojno, že pred, kot vemo, že pred drugo svetovno vojno se je čistke lotil vseh ljudi, ki so imeli te duševno zaostali in tako naprej, epileptični, psihotični pacienti. Medtem ko Amerika je pa pasivno eutanazijo, ogromno število psihiatričnih pacientov je med drugo svetovno vojno in še po drugi svetovni vojni umrlo zaradi mizernih razmer v psihiatričnih bolnicah. In Erikson, ko bereš, kako je on komuniciral s temi ljudmi, pa to je še potem vidiš ta kontrast, kot da bi prišel pa res iz drugega planeta. Tako da seveda je bil pa jasno, tudi otrok svojega časa, konteksta, ne moramo brati Eriksona z današnjimi kriteriji odnosov med spoloma, LGBT plus in ne vem kaj. In seveda danes, in to tudi je moja glavna misel, če bi Erikson danes živel, bi sigurno on utiliziral te okoliščine, bi bil popolnoma drugačen. Tam je bil pa za svoje razmere še kako progresiven. Zdaj mu pa očitati, z današnjega vidika, da je bil seksističen, je absurdno. Hvala za to vprašanje. Evo, počasi potem lahko zaključimo. Hvala vsem za sodelovanje, hvala vsem, ki ste tako pazljivo prisluhnili. In naj zaključim z mislijo, ki je danes z znanstvenimi, temi empiričnimi raziskavami potrjena in je postala osnovno vodilo vsem psihoterapevtom. Takole je napisal Erikson, oziroma rekel enkrat: vsak človek je enkraten, zato moramo psihoterapijo prikrojiti enkratnosti posameznikovih potreb. Ne pa ga skušati stlačiti v Prokrustovo posteljo hipotetičnih teorij o človeškem vedenju. Hvala vsem.